In prehajamo na 6. točko, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA 104 prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Boštjan Juvan. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako OPPN KA 104 se nahaja neposredno ob Korenavi cesti na območju Starega Stola. Na eni strani v bistvu območje meji na nogometno igrišče, na drugi strani na letališče, na drugi strani na industrijsko območje, kjer se nahaja deponija Žurbi in na bistvu na najbolj severni strani pa jo omejujejo pač Korenova cesta. Gre za prvo obravnavo. Predmetni OPPN je v skladu z veljavno zakonodajo trenutno v fazi javne razgrnitve. Za predmetno območje je bila izvedena tudi javna obravnava. Na podlagi določil ministrstva je bilo za predmetno območje treba izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Ministrstvo je na samo gradivo izdalo pozitivno mnenje, tako da je tudi bilo gradivo primerno za javno razgrnitev. Površina območja znaša 6,8 hektara. Tukaj v bistvu vidite na skici, pa tudi v belem prikazu, v bistvu, kaj ta OPPN predvideva. Predvideva neposredno ob Korenovi cesti v bistvu poslovne stavbe in pa na jugu v bistvu poslovno stavbo. Za tisto v bistvu, ki vam pač področje mogoče še vedno ni jasno, na severnem delu je to MDN Komersen trenutno nahaja, potem ta največja hala je to Danfoss in na jugu v bistvu je TMP Klimet, v bistvu gre za podjetje, katera se ukvarja z klimatskimi napravami večjih razsežnosti, za večje industrijske območja. Gre za zasebno investicijo, ki bo omogočala širjenje tudi industrijske oziroma poslovne dejavnosti in s tem omogočanje tudi širitev delovnih mest v občini. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Samo na kratko bi se oglasil. Pri opredelitvi, kakšna streha je dopustna, bi predlagal, da se poleg ravne strehe v kritini v črni, sivi, temno-sivi, opečni ali temno-rjavi barvi, da se še dopusti možnost tudi gradnje zelene strehe, če se bi investitor za to odločil. Objekti so namreč kar veliki, tako da zaradi poletnega obsevanja s soncem se tudi temperature pri takih objektih nekoliko povečajo. Ukrep gradnje zelene strehe pa ublaži to možnost. To bi dali še kot možno, dopustno do druge obravnave, ostalo pa nimam drugih pripomb. Hvala. Zdaj bi dal besedo še poročevalki, ampak kljub vsemu bo to do druge obravnave najbrž upoštevano. Hvala lepa. Hvala lepa za pobudo. Vsekakor bomo umestili v odlok tudi to možnost, seveda pa je to odvisno od investitorjev, saj tako kot je pomembna zelena streha, je tudi pomembna obnovljivi viri energije in ne moremo posegati v investicijo oziroma lahko jo pa omogočimo.
tako da je predlog je na mestu in ga bomo pač upoštevali. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. No, jaz sem pričakoval, da bo gospod Jernej Markelj to povedal, pa bom zdaj jasneje. Jaz bi pohvalil pripravljavca tega gradiva. Gospod Markelj je namreč že večkrat izpostavil, da bi si želel v takšnih priložnostih imeti 3D vizualizacijo objektov, kadar sprejemamo OPPN-je, tako kot je bilo na odboru obljubljeno, smo danes to dobili, tako da ena lepa pohvala za pripravljalce z moje strani. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA104 v prvi obravnavi. In pa druga točka, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Glasujem za. Jože Korošec. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Ivo Smetan. Glasujem za. Magister Šemso Mojanović. Sem za. Jožko Papež. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujović. Edi Srujović. Za. Cvetka Slapnik. Za. Matija Siter Močnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.